V Kulturnem domu Beltinci je v organizaciji občine Beltinci in Športne zveze Beltinci potekala tradicionalna slovesna razglasitev najboljših športnikov, športnic in športnih kolektivov občine Beltinci za leto 2025. Kot je v svojem govoru poudaril župan Marko Virak, se lahko občina z 8.000 prebivalci v enem samem letu pohvali z zavidljivimi športnimi rezultati. Ko sem pregledoval letošnje predloge za najboljše športnike, sem se ujel pri besedi, ki se je pojavljala znova in znova. Srce. Klaro in Maja Janžo opisujejo kot atleto z dušo in srcem. Članice hokejskega kluba Lipovci opisujejo kot srčno ekipo. Člane istega kluba, polne srca in borbenosti. In vse to in še več je občina Beltinci. Občina z 8.000 prebivalci, ki se v enem samem letu lahko pohvali z atletom na Evropskem prvenstvu na Norveškem, judoistom na svetovnem prvenstvu v Limi, nogometašinjo, kvalifikacijo za Evropsko prvenstvo in strelko z državnim rekordom in še in še. Dovolite mi, da izpostavim še eno številko, ki govori več kot vsaka beseda. Maja Janža je lani na 400 metrov dosegel čas 46,7 sekunde. Postal je drugi najhitrejši Slovenec v letu 2025. To je hitrost, ki jo začutiš. To je pomurski rekord. Njegova sestra Klara pa je med drugimi dosežki na državnem prvenstvu osvojila dvojno šprintersko krono in ob tem ni izpustila niti enega treninga v celem letu. Niti enega. In naš Boštjan Brunec, oče dveh majhnih otrok, je ob službi in družini pretekel 4200 kilometrov in postal trikratni veteranski državni prvak. To so impresivni podatki. Izpostaviti velja tudi dva jubileja. Hokejski klub Lipovci 60 let, športno društvo Ižakovci 50 let. Skupaj 110 let nešteto ur prostovoljnega dela. Posebno besedo danes namenjam tudi gospodu Janezu Brezniku, prejemniku priznanja za življenjsko delo. Janez, prišel si med nas iz ptujskih koncev, a Beltinci so postali tvoji. Brez tebe bi bila zgodba beltinskega nogometa sigurno napisana drugače. Zagotovo ne tako dobro. In Tonček Gider, 60 let športnega poročanja. Koliko tekem, koliko golov, koliko zgodb je šlo skozi vaš mikrofon in vaše pero. Hvala, ker ste na naše uspehe in na naše uspehe opozarjali in vedeli povedati tudi naprej. Občina Beltinci je od leta 2018 sredstva za programe športa podvojila, saj je njihov dolgoročni cilj sodobna športna infrastruktura. Občina Beltinci se zaveda svoje odgovornosti. Priznanje ali pa priznanja, kot so današnja, so del te podpore, nikakor pa ne edina podpora, ki jo dajemo. V letu 2018, ko sem prevzel mandat, je občina za programe športa namenila manj kot 80.000 evrov na leto. Letos ta postavka znaša več kot dvakrat toliko. In tukaj investicije sploh niso štete. Poleg tega torej zagotavljamo tudi sredstva za vzdrževanje in obratovanje športnih objektov ter sofinanciramo usposabljanje strokovnih kadrov v športu, ker z vlaganji v ljudi vlagamo v prihodnost. A če hočemo, da dobijo naši mladi talenti vse pogoje za napredovanje, moramo narediti še več. Zato smo nenehno v preži za priložnostmi za razvoj. Občina bo tako na razpis Ministrstva za šport prijavila projekt za temeljito posodobitev športnega parka v Beltincih. Živ je prav tako projekt regijskega atletskega stadiona. Naša dolgoročna ambicija in strategija je jasna. Sodobna športna infrastruktura za vse, ki bo služila vsem in vsem generacijam. Zato pa kot majhna občina potrebujemo tudi posluh in pripravljenost države. In danes, ko je med nami državni sekretar za šport, je prava priložnost, da to še enkrat povemo zelo na glas. Za zaključek pa naj omenim samo še to. Lani si je derbi z Nafto v naši šumi ogledalo več kot 3000 ljudi. 3000. To je več kot tretjina prebivalcev naše občine. Pri čemer verjamem, da je bilo med temi 3000 ljudi tudi več kot 250 nadobudnežev iz naše nogometne akademije Alovar Beltinci.
Tudi ta akademija je jasen pokazatelj tega, da če se povežemo, da če delamo skupaj, rezultat ne more in ne bo izostal. To pove vse o tem, kakšno vlogo ima šport v Beltincih. Vsem našim letošnjim nagrajencem iskrene čestitke. Staršem, trenerjem, klubom, sponzorjem pa jim velik iskren hvala. Brez vas te zgodb ne bi bilo. Predsednik Športne zveze Beltinci je v govoru izpostavil pomen rekreativnega in profesionalnega športa za kakovostno življenje v skupnosti. Danes smo se zbrali, da proslavimo tisto, kar nas povezuje: predanost, strast, srčnost in moč športa. Za nami je leto polno izzivov, a tudi izjemnih dosežkov. Vsak trening, vsak uspeh in vsak poraz je del zgodbe, ki jo pišemo skupaj. Posebej ponosni smo na športnike, ki danes prejmejo priznanje. Vaši dosežki niso samo številke, medalje, rekordi ali gole, so dokaz trdega dela, discipline in ljubezni do tega, kar delate. S tem ste zgled celotni skupnosti, posebej mladim, ki šele stopajo v svet športa. Športnik leta ni le tisti, ki stoji na najvišji stopnički, temveč tisti, ki zna stati po padcu, ki spoštuje nasprotnike in ki z lastnim zgledom navdihuje druge. Športna zveza Beltinci je ponosna, da imamo v naših vrstah toliko izjemnih posameznikov in kolektivov, od najmlajših, ki šele spoznavajo čar treningov, do vrhunskih tekmovalcev, ki našo občino predstavljajo na mednarodnih tekmovanjih. Današnja slovesnost je namenjena vsem, ki verjamete šport, športnikom, trenerjem, klubom in družinam, ki jim stojite ob strani. Naši športniki so dokaz, da se z voljo in pogumom da doseči vse. Najboljša športnica leta 2025 je postala atletinja Klara Janža iz Bratonec. Najboljši športnik leta 2025 pa njen brat, atlet Maj Janža. Med perspektivnimi športnicami sta priznanji prejeli judoistka Jana Belcel in nogometašica Maša Cvetko. Med perspektivnimi športniki so bili nagrajeni Luka Krčmar, Aljoša Fras, Klemen Smej, Andrej Antolin in Niko Senica. Naziv mlade športnice je prejela strelka Zara Katarina Bokan, med mladimi športniki pa Aljaž Vebarič, Niko Benčec, Lan Mertuk in Jaka Korošec. Med ženskimi ekipami je slavila ženska ekipa hokejskega kluba Lipovci, naziv najboljše moške ekipe pa je prejelo nogometno društvo Beltinci Klima Tratnjek. Svečane prireditve se je udeležil tudi državni sekretar na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport magister Dejan Židan, ki je poudaril, da Beltinci vse bolj postajajo eden od športnih centrov v Sloveniji. Konec novembra vsako leto mednarodni portal objavi razvrstitev, kako smo posamezne države, kako smo posamezni narodi športni. To ni neko glasovanje. Merilo je objektivno, število medalj na svetovnih prvenstvih. In lansko leto, kakor sicer že nekajkrat v preteklosti, smo bili Slovenci po število medalj na 1000 oziroma 10.000 prebivalcev ponovno med tretjimi najbolj športnimi narodi na svetu. In to ni slučajno. Poglejte, vsi v Sloveniji vemo, da Beltinci predstavljajo enega od kulturnih centrov Slovenije. Danes, ko sem opazoval vaše mlade ali naše mlade športnice in športnike, poslušal, kaj je govoril gospod župan in razmišljal, koliko infrastrukturnih projektov ste župan samo v zadnjih 3 letih uspešno prijavili, in če dobro razumem, na novem razpisu je novi projekt iz občine Beltinci. Mislim, da Beltinci ne samo, da so eden od kulturnih centrov v Sloveniji, vedno bolj Beltinci postajajo na nek način ponovno eden od športnih centrov v Sloveniji. Vam pa, mlade športnice in športniki, iskrena hvala. To, kaj počnete, je pomembno. To, kaj počnete, je pa pomembno tudi zato, kar marsikdo ne razmisli, pomisli. In to je, vi ste vzor. Ko vaši sošolci, prijatelji, tudi sorodniki,
vas opazujejo, se marsikdo od njih zaradi vas odloči, da pa je mogoče le smiselno, da se ukvarja s športno aktivnostjo. In to je tisto, kar mi v tem trenutku potrebujemo. Namreč v tem trenutku tekmujemo z digitalnim svetom. Ne samo, prej sem se pogovarjal z gospodom županom, jaz sem tukaj eden najstarejših med vami. Ko sem se jaz rodil leta 67, se je v Sloveniji rodilo nekaj manj kot 30 tisoč otrok. Predlansko leto, podatka za lani se trenutno ne spomnim, je bila polovica, samo polovica, dobra polovica, 16.800. In ob tem v naši generaciji, ko smo naredili šolsko nalogo ali karkoli je bilo potrebno za šolo, smo šli nogomet ali karkoli drugega, kar je povezano s telesno aktivnostjo. Danes, nažalost, ni tako. Danes tekmujemo, kaj je bolj privlačno. Ali je bolj privlačen digitalni svet ali pa športna aktivnost. In točka odločitve ste pogosto vi, ki ste vzorniki. Na prireditvi so podelili tudi posebna priznanja. Priznanje za velik uspeh v letu 2025 je prejelo športno društvo Dokležovje za naslov državnih prvakov v Pikadu. Priznanje za življenjsko delo v športu je prejel Janez Breznik, dolgoletni športni delavec in predsednik Beltinskega nogometnega kluba. Za dolgoletno športno poročanje je bil nagrajen športni novinar Tonče Gider. Posebno priznanje sta ob jubilejih prejela športno društvo Ižakovci za 50 let delovanja in hokejski klub Lipovci za 60 let delovanja.